Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes malce drugačna tema, pogovarjali se bomo z upravljalcema največjega venture capital sklada v regiji Adria, South Central Ventures. Gre za sklad, ki investira v start-upe in ima preko 100 milijonov evrov sredstev pod upravljanjem. Se pravi, gre za investicije v podjetja, ki niso uvrščena na borzi in vanje praviloma ne investirajo mali vlagatelji. Je pa tudi res, da ima marsikateri startup to ambicijo, da bi izvedel IPO oziroma izdal prvo ponudbo delnic javnosti. Poleg tega imajo tudi ambicijo, da bi bili prevzeti strani kakšnega tehnološkega velikana, tako kot je bil denimo pred kratkim hrvaški Fotomet od Googla. Gosta sta pa še ekstra zanimiva, ker nista samo poslovna partnerja, ampak sta tudi življenjska sopotnika. Tatjana Zabasu Mikuš in Jure Mikuš, dobrodošla na MoneyHow. Živijo, hvala za povabilo. A sem pravilno izgovorila Zabasu? Ja. Okay. Ja, je na redkih. Skozi pogovor bi rada predstavila ta svet, strategijo investiranja, o vložkih, ki so potrebni, o tveganjih, ki so v bistvu prisotne, kako jih obvladovati, kakšne so zahtevane donosnosti, o napakah, priložnostih, konkurenci, prihodnosti. Skratka, čaka nas zelo zanimiva debata. Preden pa skočimo na vse te zadeve, pa bi vaju vsem za začetek rada vprašala, kako sta vidva padla v to zgodbo in koliko časa sta v bistvu del tega sveta. Ošti. Bom jaz začela. V bistvu enih 17 let se mi zdi, da je od tega, ali pa malo več. V bistvu jaz čisto osebno bolj po naključju kot z nekim planom strašnim. V bistvu sem začela svojo formalno pot na Ministrstvu za gospodarstvo, pa sem tam relativno kmalu ugotovila, da to ni stvar, ki bi jo želela delati v nadaljevanju, recimo daljše obdobje. Potem sem bila na Deloitte nekaj časa kot svetovalka v bistvu na področju korporativnih financ. Pa tudi to mi ni bilo zelo všeč in sem potem v bistvu nekako iskala kakšen drug izziv. Pa se v tistem času v bistvu pojavila priložnost v bistvu takrat tudi z Matejem Mešal v bistvu z strani gospodarske zbornice, začela pač neko inicijativo za podporo nekim pač podjetjem tehnološkim, ampak to še ni bilo takrat zelo zoblikovano v neko idejo o tem, da bi bil to sklad, to v bistvu potem Jure prenesel. Ampak takrat v bistvu je pač ona mene povabila, pač, da pridem, da se pridružim nekako, tako nisem čisto dobro vedela, kaj bi, pa kako bi to začel. Ampak se mi je zdela zadeva pač zanimiva in se tako odločila, da gremo v to. Ja, jaz sem pa v bistvu predtem se od leta 98 približno ukvarjal z tržnimi vrednostnimi papirji, se pravi, sem bil borzni posrednik, potem sem bil upravljavec na takratnem KD-ju, KD Group, in v bistvu me pa tale private equity več čas mal zanimal, vlekel. Tam smo imeli par teh netržnih naložb, recimo Seaway in podobne, ki so me kar precej zanimale. In ja, ista oseba, Matej Mešal, ki je bila takrat na gospodarski zbornici, me je takrat tudi združenje Yes, je imelo tudi neko vlogo v tem, ker so jih tam povedali, da jaz obstajam. Ona me je povabila, smo začeli ta prvi sklad, mislim, kot rečeno, ideja na začetku bila malo drugačna, ampak smo jo malo pivotirali, se temu reče. Naredili prvi sklad, kjer smo zbrali 20 milijonov skupaj z, mislim, poleg gospodarske zbornice so investirala še ustaljena slovenska podjetja nekatera. In s tem prvim skladom smo naredili Celtro in ostale in od tukaj potem zgodbo peljali naprej. Se pravi, koliko skladov je bilo do zdaj? 3 skladi, ne? A sta bila 2? 3 skladi s tem, da je pač, ja, 3 skladi s tem, da prvi sklad je bil narejen v drugem setupu, ker smo imeli takrat pač to upravljavsko družbo malo drugače organizirano kot je danes.
Se pravi, v prvem skladu 20 milijonov, v drugem je bilo koliko milijonov? Malce 40, 42, 42, 60. 60. Zdaj, marsikoga na tej točki, marsikdo se je zdaj ustavil preko, wow, toliko milijonov ste uspeli zbrati. Kako v bistvu zbereš toliko milijonov? Kdo so investitorji? Težko. Težko. Ja. Ne, najtežje začeti, zato ker dejansko v prve, tako imenovane first time fund, ne, od posameznega upravljavca, vsi te ustaljeni investitorji, izkušeni investitorji praviloma ne investirajo. In zdaj tukaj je taka zelo kura jajce situacija, ne, zato ker pač ti moraš nekje začeti, noben pa noče vati investirati. Ne. Poleg tega je običaj, da se v takih skladih vsaj okrog 2% ali pa še malo več vsega zbranega denarja pride s strani upravljavca. Ne. Se pravi, da smo vsi na isti strani, ko se pogovarjamo o tveganjih. Ne. In spet to je spet težava, ne, zato ker pač večji, ko je sklad, večji je ta GP commitment, tako imenovan. Se pravi, tako kar nek lastni vložek. Ja, to je lastni vložek. Ja, ok. Ja. In seveda, večji, ko je, večje je tudi zaupanje investitorjev, ne, da boš s tem odgovorno ravnal. In tukaj pridejo pa zdaj te institucije, bom rekel, do izraza, ki pa kljub samo, govorim recimo European Investment Fund od EIB-ja ali pa EBRD, spravo Evropska banka za obnovo in razvoj, ali pa v Sloveniji recimo SID banka in podobni, ne, ki pa vseeno tukaj naredijo neko vlogo enega katalizatorja, se temu reče, ne, in v bistvu pomagajo tudi takim timom, ki nimajo še nekega dolgega track recorda pri njihovih začetkih. Ne. In z njihovo pomočjo potem se lahko tudi upravljavci, ki še nimajo dolgega track recorda, usklenega track recorda, pridejo do nekih, bom rekel, prvih priložnosti za to, da zberejo sklad. Ne. Zdaj, če sem pa že to povedal, moram pa še to, da je pa težko je začeti, še težje pa potem nadaljevati. Ne. Zato, ker ko pa enkrat imaš ta prvi sklad, pa imaš te investitorje, pa vse to, pa moraš pa res dobro delati. Zaradi tega, ker če pa ne delaš dobro, ne, ti pa oni ne bojo dali še enkrat priložnosti, absolutno ne, ker so ti jo že dali in je nisi izkoristil. Ne. Če boš imel kakršnokoli črno piko na sebi, da si karkoli, kadarkoli naredil, kar ni v skladu z ustaljenimi dobrimi praksami, si pri njih avtomatsko na blacklisti in ti ne bojo nikoli več denarja dali. Ne. In te ljudje se pa med sabo brkane vsi poznajo in ko enkrat si pa v tej situaciji, se pravi, ali ne performaš s prvim skladom ali pa imaš celo še kakšno črno piko na sebi, je pa praktično nemogoče ostati v tej industriji. In zbrati naslednje sklade, ne? Ampak mogoče saj še to, se to ni tako, da ti kar takoj na začetku vsi dajo, pa imaš ti v skladu 20 milijonov, to se upokliče noter, če sem jaz prav seznanjena, ne? Ja, pač na začetku so samo zaveze, ne? Potem vsak se pač čisto formalno zaveže k temu, da bo plačal določen znesek v določenem obdobju na naš upoklic in pač ja, to se sploh vključuje, ampak zaveza pa mora biti na začetku, ne? Ko ste zdaj omenila ustaljeni investitorji, to so poleg institucionalnih investitorjev, kot se banke, zavarovalnice, pokojninske družbe, so verjetno tudi kakšni večje fizične osebe oziroma podjetniki oziroma bogati podjetniki oziroma bogati posamezniki, ali kako? Ja, je tudi bazeni teh. Pač, Tudi taki investitorji so, ne, ampak je pa treba poudariti, da mi imamo pri posameznih vlagateljih, nočem biti, mislim, nismo arogantni, ampak vse smo pa malo selektivni. Zato, ker ljudje res morajo vedeti, v kaj vlagajo. Ne. To je res tvegan segment in ni dobro, da ljudje, ki ne poznajo, kaj pomeni venture, generalno, da vlagajo, ker
Predvsem gre za zelo dolgo obdobje. Ja, zelo je dolgo obdobje, pa kar je še kar je s tem povezane težave v tem, da vlaga se na obdobje 10 let, ne? In na začetku se prvih 5 let brka ne samo vlaga, se zelo malo nazaj ven dobi. Potem se odpisuje slabe naložbe, ne? Ker tiste praviloma prej propadajo, kot pa uspešne uspejo, ne? In je res treba imeti zelo trdo kožo, da verjameš, da se z tega ven lahko nekaj naredi. Ne? Sej, poleg tega so sorry. Poleg tega so tudi v bistvu čez vidika zakonodaje, ne? Tudi ne moč ti, v bistvu mi nismo retail sklad, tako da mi ne moramo niti posameznikom ponujati vstopa v sklad, ampak je precej strogo predpisan, kaj vse moraš zagotoviti, kakšne informacije, pa kakšen tip vlagatelja sploh lahko vloži v tak sklad. Tudi povezan s tem, koliko je minimalni vložek. Pa vse. Mislim, da zdaj je kar nekaj teh skladov, tudi so pred kratkim nastal en infrastrukturni, ki dejansko lahko tudi mali vlagatelji investirajo, je pa mislim, da minimalni vložek 50,000 evrov. Koliko pa je pri vas minimalni vložek? Mi smo ga določili na 200,000, zadnji sklad je pa sicer, mislim, da kar se legislative tiče, je bilo 100,000 evrov zahtevan najmanj. Najnižja zaveza. Seveda se da tudi za recimo retail oziroma malim vlagateljem to ponujati, ampak so potem tudi predpisi glede tega, kako jih moraš informirati in kako seznanjati s tveganjem in kaj morajo oni tudi pisati, v bistvu je tudi malo drugačen pristop. To se mi zdi ful dober point, kar je bilo izpostavljeno, da je 10 let tisto minimalno obdobje investicije, zaradi tega, ker se mi zdi, da so nekateri ljudje zelo neočakani in hočejo z danes na jutri rezultate. V tej zgodbi pač tega ni, je treba počakati. Ne? Tudi konec koncev, da podjetje samo dozori, a je tako? Res je. Ja. In bolj, ko si v zgodnih fazah, več je, dlje traja. Ne? Mi tudi vlagamo mi vlagamo že v zelo res zgodnih fazah. Sprav seed stage, series A, to so res še podjetja, ki imajo v bistvu samo neke začetne, rečemo začeten pozitiven feedback z trga, ampak potem tako bile so tudi pred leti neke raziskave, da je bilo koliko podjetij, ki so v bistvu rabile 9 let do IPO-ja, ampak že to se meni zdi relativno malo. Ker mislim, da se to obdobje podaljšuje. Tudi čas, ki ti držiš eno investicijo, v bistvu tako, mislim, da v nekaterih primerih seveda se zgodi, da gre to hitreje, ampak mislim, da tako tam 5, 7, 9, ja, to je bolj realno obdobje. Še eno vprašanje, mogoče Jure za tebe, ker si rekel, da si bil borzni posrednik, upravljalec premoženja, zdaj upravljaš premoženje venture capital sklada in tle so kar velike razlike. Lahko mogoče narediš neke paralele? Ja, večje razlike, kot sem prej pričakoval. Ampak glavna bi rekel, razlika je v tem, da, kot prvi, zakaj mene to zelo veliko bolj zanima kot pa prej, je to, da pri tržnih papirjih brka ne prekladaš z leve desno. Ne? Nimaš tega občutka, da ustvarjaš neko posebno dodano vrednost. Tukaj pa dejansko ti si del teh zgodb podjetniških, kjer se ustvarja nekaj, se ustvarja neka vrednost, neke nove podjetja. Ne? Štartamo z 10 zaposlenimi, pa jih imamo čez 2 leti 100. Ne? Ali pa govorimo o uspešnih zgodbah. Ne? Greš pa istočasno, kar je pa drug vidik tega, jaz sem se transformiral iz enega finančnika v enega napol terapeuta, pismo, enega psihologa. To pa verjamem, tudi pa res verjamem, dobro. Tako pač je. Super. In tukaj greš, tle si pa res del teh osebnih zgodb, to so ljudje, ki stavijo all in na te svoje zadeve in grejo skozi svoje življenjsko obdobje in ko jim gre slabo, jih moraš spodbujati, pomagati, stati ob stran, poslušati, ko jim gre dobro,
te prav dosti ne rabijo, pa eni te tudi pokličejo, ne, eni te, ne. Mislim, pač je spet, moraš spet malo brzati to, ne, ker se komu tudi malo zavrti v glavi. Skratka, zelo, zelo drugače, no, ampak še enkrat, tisto, kar meni največ pomeni, je to, da ko pogledaš nazaj, ne, pa rečeš, wow, to pa ni bilo nič, ne, zdaj imamo pa tukaj, z tega smo pa nekaj naredili, ne, pa si res na začetku zraven, ne, ko imaš res eno pisarno. Ampak, veš, kaj mene zanima, recimo, kako sploh ovrednotiti nekaj, kar v bistvu praktično mogoče še na začetku je sam ideja, pa niti nima take vrednosti, recimo na trgu, nima neke prihodke, nima dobička, mogoče že, ne vem, kako sploh ovrednotiti, ker kupiti delnico je vse malo drugačne, ker lahko pogledaš določene kazalnike, tukaj pa tega ne moreš. Kaj ni? Ne moreš. No, tukaj verjetno ta terapija pride v poštev, ko se usedeš z vsakim posebej, pa malo zanaliziraš tudi karakterne lastnosti ustanoviteljev. Zelo, to v bistvu je ena najbolj takih, recimo, pomembnih dejavnikov, ne, pri vsem skupaj, zato ker res imaš tukaj pač nekaj hard data je bolj mala, ne, tako, mislim, ker že tako, če ocenjuješ sam velikost priložnosti, ne, pa gledaš, kakšen je trg, na katerem pač podjetje recimo lahko deluje, ne, že to je včasih problematično, ko prideš z neko zadevo, ko v bistvu kreira nov trg, pa nimaš neke ocene zelo dobre, tako da to so velike približke, ne, in mi tle v bistvu, je po eni strani ocenjuješ pač, koliko ocenjuješ, da ustanovitelji recimo dobro poznajo ta trg, pa v bistvu sploh to, kar počnejo, ne, koliko imajo tega domain knowledge-a. Drug del je ta karakter, koliko so sploh sposobni te svoje ideje uresničiti, pa koliko so sposobni se v bistvu na trgu pač odzvati na to, kar trg pokaže, ker včasih si zelo dobro zamislimo, kako bi to zdaj morali iti in kako bi to ljudje morali kupovati, pa ni čisto, je treba pač zadeve pivotirati, pa tega tudi ne zna vsak. Tako da z tega vidika in tle smo mi zelo psihologi, se mi zdi, pri tem, ko to ocenjujejo, in pač tiste vrednost, ko na koncu pade ven, v bistvu je zelo povezana z enim kupom predpostavk, glede tega, kam to lahko pride, pa v kakšnem času, pa koliko bo treba vložiti, to, da nekaj zraste do določene velikosti in tako naprej. Tako da so te zelo mehki, bom rekla, dejavniki, ki vplivajo na neko vrednost. Se pravi, v bistvu ste... če sam še dodam tukaj, ne, je celo en tak obratno vrednotenje. Mi gledamo, koliko bomo morali verjetno v parih rundah dati ne, in pol v bistvu simuliramo ta cap table, ne, lastniško strukturo skozi te runde, da pridemo na neko idealno oziroma približek idealne lastniške strukture, ki bi bila potem zanimiva za enega kupca. Ne. Zato, ker če bi mi danes ocenili realno vrednost teh podjetij, ne, ki bi bila verjetno toliko nizka, da bi mi tisti naš 1,2 milijona, ki ga damo not, bi pomenil prevelik delež. Ne. In s tem, ko bi imeli mi prevelik delež, mi praktično onemogočimo podjetju, da zbere naslednjo rundo, zato ker bi founderji imeli premalo. Ne. Ker bo naslednji investitor rekel, ne, te fantje pa ne more biti zainteresirani in motivirani, ker imajo premajhen delež. Ne. Skratka, to je res velikenih moving parts, ki jih moramo upoštevati pri tem vrednotenju. Se pravi, lahko rečemo, da je v bistvu še bolj tvegano, mislim itak, da je bolj tvegano kot investicija v samo delnico. To je investicija v konkretno podjetje, ki na začetku ideje obstaja, so neki ustanovitelji, ampak ne vemo, kaj se bo izcimalo na konci iz tega. Ampak vsem, imate pa vse neke pričakovane donosnosti oziroma zahtevane donosnosti, kako recimo zahtevate, kakšne so vaše želje, da ustvarite? Mislim, osnovno pravilo je, da če ne verjameš, da ti ena zgodba lahko 10x ustvari, pol boš, da se niti ne greš. Ne? Zato, ker od 1/3 do 1/2 nekje naložb praviloma skladi odpišejo. Ne? In zdaj, lahko se ti zgodi, pa je tega 25%, ne? Ampak neobhodno je, da boš tok in tok
naložb odpisal zaradi tega, ker so pač to riziki povezani z zgodno fazo razvoja teh tehnoloških podjetij. In se pravi, s preostankom, ne, moraš ti ciljati to, da boš v 10 letih sklada se približal 3-kratniku uplačanih sredstev. Ta sem prav povedal. Mislim, Tatjana. To je naš cilj, to je tudi to v končni fazi, kar mi prodajamo investitorjem. Pač ciljamo na take donosnosti. Mislim, da smo z Enifom zdaj kar na dobri poti, da pridemo do nečesa takega. Ja. O tem 10-kratniku se bomo še pogovorili, nekaj je zanimiva zadeva, ampak vsem preden gremo na ful te nore zaslužke, ta odpis naložb od 1/3 do polovice, to se pravi, a lahko rečemo, da so bile to neke napake storjene v procesu izbire naložb? Niti ne. Ja in ne. Mislim, absolutno z vsakim skladom je teh napak manj, napake so pa večinoma, bom rekel, pri ocenjevanju karakterja teh founderjev. Ne. To je po moje... Se pravi, psihologija peša, pa ocena, oziroma ja, ta. Imate kakšen psihološki test? To me zanima. V bistvu ne. Psihološki test pomeni to, zelo da ga imamo... strukturiranih Ne, nimamo, ampak še najbližje se temu približamo s tem, da se s temi founderji dobivamo tako cirka pol leta predn investiramo. Ne? In pol ga vidiš res. Vedno, bom rekel, na prvem skladu tega nismo naredili, smo zaradi tega naredili več tovrstnih napak. Zdaj pa vedno bolj delamo to, da dokler ni zadeva podpisana, ampak res ne pretiravam, dokler ni zadeva podpisana, si vedno puščamo vrata odprta, da gremo stran, da ne investiramo. In če se pojavi v tem procesu due diligence, ki traja dejansko tega pol leta, ne, mislim celoten, bom rekel, od prvega kontakta pa do investicije, če se pojavi en signal, ki kaže na neki, da bi mogoče neki s temi karakterji teh ljudi bilo ne čist kompatibilno z nami, dejansko gremo stran. In v zadnje čase smo to kar parkrat naredili. No. Tako pravimo, da smo kot da ni taki izkušeni mornari, moreplovci. Človek, ki prvič gre na morje, je pogumen, tisti, ki pa 30 let na morju, je pa vedno bolj prestrašen. Ne. Mi smo bolj na tej drugi strani. To se mi zdi kot en proces zaposlovanja, dosti podoben, ne? S tem, kad ti človeka zaposliš, imaš pa tudi neke možnosti, da pač se posloviš, če se izkaže, da ni bil ok, no. Ampak ja. Ja, pač pa en del teh odpisov, en del je to, pač ja, recimo, da se pri karakterih zmotiš, ne, ampak so tudi stvari, ki so izven naše kontrole, ne, ti pač predvidevaš, da se bo trg v neko smer razvil, pa se lahko zgodi, da potem pač, ne vem, se tehnologija spremeni, da zmaga ena druga zadeva, da pač marsikaj tudi marsikakšen dejavnik, ki v bistvu ni odvisen, to kot sam, mislim, malo je tudi sreče pri predvidevanju, bom rekla, oziroma tako nekih zunanjih dejavnikov, ki v bistvu, ki jih verjetno noben proces ne bi identificiral toliko naprej. Lahko pač predvidevaš, da obstaja možnost, da se to zgodi, ne, ampak pač tukaj je tisti tvegan del. Ne. Ali lahko še nekaj v povezavi s temi karakterji vprašam, ker to me je zelo zanimivo. Bila sem pred 2 leti nazaj sem na Kupovniku, ker je bil en investitor, ki je razlagal, da on investira, zdaj že dolg časa na trgu, investira v podjetja, kjer to je prav izpostavil in me prav presenetil, da je izpostavil to eno lastnost. In sicer v podjetje, kjer je ustanovitelj starejši od 45 let oziroma 40 let. A ima to kakšne veze pri vas? Ne. Praviloma so naši founderji. Bi rekla pač ja, če lahko imaš valjda tako strategijo, ne, ampak mislim, da tudi ljudje, ki so starejši, recimo 40 let, sigurno imajo določene izkušnje za sabo, verjetno se manj zaletavo lotevajo nekih zadev, ne.
Ampak po drugi strani imajo pa taki ljudje ponovadi tudi več za zgubiti, pa tudi mogoče, ker te podjetniške zgodbe, kot smo prej rekli, do uspeha kar nekaj časa traja. Ne? In če začneš, ko si starejši od 40 ali pa 45, ne vem, mogoče ti čez 9 let ali pa 10 let nimaš več toliko energije. Ne? Tako da, ne vem, pa ne bom rekla zdaj, da je to showstopper, ne pa zaradi tega mi ne bi investirali, ampak nekako mislim, da ima tu svoje prednosti, pa mogoče tudi kakšno slabost. Bolj bi rekel, da je treba, mislim, mi bolj spoštujemo time, ki imajo noter tudi take ljudi, zato ker to je tisti grey hair, ne, ali pa no hair, ki je noc pač izkušnje. Istočasno pa morajo imeti tudi neki te mladosti, ne, mislim, mlajše energije, ne, ki pač daje večji zagon. Ja, zdaj pa gremo na ta 10-kratnika. Na cilj je 10-kratnik, kolikrat je bil ta realiziran. Na začetku je bila omenjena zgodba Celtre, pa mogoče, če lahko še kaj o tem povemo. Ja, pri Celtre je bil več kot 10, ne? Pa zdaj tudi imamo tudi tako, recimo Cognizant eno takih, kjer pričakujemo tudi več kot 10-kratnik. Pa je del tega tudi že realiziran. Pa mislim, da se še kakšno najde. No. Recimo, če lahko sam zato, da bojo bralci, poslušalci vedeli, o čem je govora, če lahko sam malo predstavimo Celtro pa Cognizant. S čim se ukvarjajo, čisto na kratko, dejavnost? Celtra je v bistvu, v njo smo investirali 2009. 2009, prodali smo pa mislim, da okrog 2017 pa 2019 nekje, ali 2020, ja. To je bila naložba iz našega prvega sklada, tukaj je bila ekipa, ki je prišla k nam takrat še, to je, moram samo tako v kontekst, da to je preden je bil iPhone narejen prvi, ne. In takrat, ko je pred prvim iPhoneom je bil mobilni marketing, so bili večinoma SMS-i, SMS poročila in oni so imeli platformo za oglaševanje preko SMS poročil. Potem se pa zgodila ta transformacija oziroma revolucija smartfonov in so se preoblikovali v eno platformo za mobilno oglaševanje, se pravi takrat smo temu rekli rich media. Skratka, oglaševanje na mobilnih telefonih, kasneje tudi na ostalih skrinih, iPadih in pa desktop računalnikih. Zgodba je nastala kot en napol študentski projekt dveh Slovencev, ki sta študirala v Ameriki, pa enega, ki je bil tukaj pri nas. Smo bili pa zraven od tega, da so imeli nič prihodkov, do tega, ko smo šli ven, da je bilo tam zaposlenih po mojenih 250 ljudi, pa so imeli, če se prav spomnim, okrog 50 milijonov prihodkov. Ja, in vsi trije so pa tudi na lestvici najbogatejših Slovencev. Mislim, da so še vedno, nisem pa prepričana, ampak ja. Ja, bi rekel, ja. Cognizant, ja? Je to ena zanimiva zgodba. Ja, po v bistvu tudi pri Cognizantu smo tudi prišli zraven, v bistvu, ko je bil tam founder, pa 3 developerji, ki so delali. V bistvu iskanje oziroma neko orodje za iskanje podatkov o ljudeh, ki jih v bistvu lead generation, v bistvu o ljudeh, ki jih potencialno lahko ti nasloviš oziroma predvsem je namenjen pač prodajnim službam oziroma ljudem v prodajnih službah, ki potem iščejo svoje potencialne stranke. Pač orodje zbira podatke z vseh možnih in baz in s crawlerji pač z interneta, pač z zelo različnih virov in pač Cognizantova prednost, ker to je pač recimo en trg, ki je še kar, bom rekla, konkurenčen, se pravi, predvsej je kar nekaj ponudnikov na tem trgu. Pač Cognizantova velika prednost je v tem, da so res zelo dosledni pri tem, da so vsi ti podatki, ki jih pridobivajo, da so skladni z GDPR-jem po vsemi predpisi, tako da so se uspeli do zdaj kar uspešno se izogibajo kakršnikoli tožbam in podobnim zadevam, s katerimi se tudi kateri od njihovih konkurentov ukvarjajo, ampak je pa v bistvu tako, kot sem rekla, ko smo mi šli zraven, to je bilo leta
je bil tam pač founder, pa 3 developerji, zdaj trenutno imajo nekaj čez 500 ljudi. Pisarne imajo developerji so v Makedoniji in v Hrvaškem. Potem pa največja pisarna v bistvu je UK, pa ZDA, pa še neki drugih imajo. Ampak definitivno ena zanimiva zgodba, kjer smo že v bistvu uspeli nekaj realizirati, ampak tukaj računamo, da bo še kar nekaj rasti. Zdaj, marsikdo se na tej točki vpraša, številni mali vlagatelji imajo izziv, kdaj realizirati, ne? Vidiš, da je zrasel, da je že ful pridobil 200, 300, 500%, pa še zmer tam ustraješ, mogoče šlo pa do Jurija, ne veš, ne? Pretiravam, ampak ja, kako sprejmeš odločitev, da boš realiziral? Ja, v bistvu tukaj je malo bolj komplicirana ta odločitev, oziroma malo bolj omejene možnosti imaš, recimo, kot pri vlaganjih na borzo, recimo, ne. Tukaj pač, tako kot Jure prej rekel, tukaj investiraš za 10 let in tle v bistvu se vlagatelj v sklad se ne odloča o tem, kdaj bo izstopil, zato ker pač so to netržne naložbe in naložbe, v katere vlagamo, pač, ko se odprodajo, potem pač se tudi sredstva takoj vrnejo investitorjem, ne, ko pride do realizacije. Ampak sicer se pa mi, ko se odločamo, pa običajno, ko ste rekli, mi začnemo zelo zgodnji. Mi stopamo zelo zgodnji in podjetja pač mora priti do naslednje faze. In za nas, ker smo v zelo zgodnjih fazah, je izstop lahko zelo primeren tudi v kakšnih kasnejših rundah financiranja, ko pač pridejo sekundarni vlagatelji, pa oni potem dajo dodatno, imaš po eni strani pač dodatno financiranje, zato da firma še bolj zraste, po drugi strani pa en del tega namenja tudi odkupov delnic od obstoječih vlagateljev v zgodnejših faz. Tako da za nas kot sklad recimo je to ena od zanimivih načinov realizacije naložbe, recimo. Medtem, ker pač seveda so tudi IPO pa pač čist prodaje strateškim kupcem, ki so za nas z finančnega vidika oziroma z vidika donosa verjetno najbolj zanimivi, ne? Ampak včasih časovno čist preveč oddaljeni, da bi na to lahko čakali. Koliko recimo pa je pač portfelj vaš investicij je verjetno zelo diverzificiran, ker pač mora biti, ne? Koliko pa je približno teh naložb v skladu, v recimo tem drugem 60 milijonskem? Imamo zaenkrat 10 naložb. Ja, ta zadnji sklad še ni do konca poinvestiran, tako da jih imamo 10, ampak imamo imeli verjetno okrog 20. Medtem ko ta drugi, ki je pa v bistvu 42 milijonov. 30. Ja, to je pa 30, ja. S tem, da je bilo nekaj tudi takih zelo majhnih naložbic, no. Tako da s tem ciljamo, s tem 60 milijonskim pa ciljamo, da bomo prišli na nekaj čez 20, ja. In so tudi v različnih fazah, ne, tako da. Zdaj panoga, katere panoge so tiste, ki so vam najbolj zanimive? Zdaj smo omenili dve podjetji iz IT panoge. Kere so še tiste, ki so vam najbolj zanimive? Gledate? V bistvu na en način so vse IT, ne, zato ker. Ja, IT je v bistvu tak zelo generičen izraz, ne. Tako kot bi rekel tehnološko podjetje, ne, danes je praktično vsako podjetje tehnološko podjetje, ne. Ampak mi smo se nekako, mi nimamo zelo izrecnih panog, ki jih ne delamo, ne, razen recimo nek life science, farmacija, to ne delamo zato, ker nimamo niti izkušenj, niti skladi so premehni in prekratki, ne, te bi morali imeti še daljše obdobje. Nekako smo se pa gravitiramo proti tistim industrijam, kjer smo že nekaj uspešnih podjetij naredili, zaradi tega, ker tiste industrije bolj poznamo in se potem počutimo, da bolj suverene oziroma bolj obvladujemo rizike, ne. In tukaj, ja, Seltra je bila v nekem ad-techu, ne, se pravi oglaševanje, Cognizant je ta lead generation software, ne, se pravi mal AI tudi, ne. Enterprise software, tudi AI, ja. Potem, ja, recimo omenem Limpay, ne, kjer smo ravno kar zbrali eno pošteno rundo follow-on investicije, ne, to je fintech,
in z teh fintechov imamo tudi en par. Imamo še eno zgodbo, ki je zelo uspešna na Hrvaškem, All Eyes on Screens se imenuje, iOS. Oni so tudi v oglaševanju oziroma in oni so recimo tak zelo zanimiv primer, kjer ko smo začeli, ko sem prvič videl te dva founderja, tudi brata Dergač, me je toliko spominjal na Seltro in uporabil sem točno en klic Gregorja Smrekarja, ki je bil pri nas na Seltri šef inženiringa, oziroma tudi CEO na koncu, da je on poklical, da je on naredil en klic z njimi in potem smo bili praktično skoraj da prepričani, da hočemo investirati v to podjetje. Tukaj zdaj sem to izpostavil zaradi tega, da povem, koliko je pomembno to, da imamo ljudi okrog sebe v svojem tem ekosistemu, ki imajo ogromno znanja in nam pomagajo pri ocenjevanju novih priložnosti. Ampak verjetno dobite veliko nekih, a se temu reče prošnja za investiranje, kako se temu reče sploh? Verjetno predlogov, skutek, dobite kar nekaj tega, si predstavljam, no? In kako poteka potem ta proces selekcije? Ja, pač nas je več v firmi, ne? Tako da imamo en tak funnel, v bistvu imamo en način, ki je v bistvu pač prek naše spletne strani, da dobivamo neke lide, s tem, da moram povedati, da ste po tej poti oziroma po tem kanalu, mislim, da ne vem, če smo že kakšno podjetje čistko investirali. Večinoma je bolj po priporočilih ali pa, ne vem, tiste, ki jih sami najdemo na različnih dogodkih. Najbolj, bom rekla, zaupamo temu kanalu, ker nam nekdo nekoga priporoči, ali pa naši obstoječi portfeljači ali pa bivši pa nam za koga povejo, pa tudi sicer se nas najdejo. Mislim, da toliko prepoznavni smo, ne, da tisti, ki res zbirajo, nas najdejo. Potem pa v bistvu mi čistko delamo ene take, na začetku pač malo raziščeš čist tak desktop research, da si približno predstavljaš, v kakšnem prostoru, na kakšnem trgu delajo, a je to sploh zanimivo, se nam zdi, da bi to lahko izraslo, da bi lahko postala neka zanimiva zgodba. Potem se pač, če se nam zdi že tako na papirju zanimiv, ponavadi, če tako pride, je pač, da se dobimo z founderji, pa tukaj pač spet en set enih podatkov od njih dobiš za to. Pač tako potem delamo bolj poglobljene, praktično vedno vključimo koga iz našega kroga, rečemo, ali bivših portfeljačev, pač tega našega networka, ki ga imamo zato, da nam pač pomaga predvsem po oceni smiselnosti, pa v končni fazi tudi tehnološki, koliko je tehnološko sound, kako se to reče, koliko dobro je v bistvu tehnologija. No, tako. In potem pač to tako procesiramo. Si kar vzajemo nekaj časa, tako kot je Jure prej rekel, kar po par mesecev to traja vse skupaj, ne, da gremo čez ene vse te faze. Sigurno pač gledaš, kakšen je potencial na trgu oziroma kakšen ocenjuješ, da je ta trg in dokje lahko taka neka firma zraste, zato da vidimo, če sploh ob predpostavki, da mi nekaj vložimo v to firmo, če res obstaja možnost, da pride do nekega 10-kratnika. Ne? Ker če že v štartu veš, da te možnosti sploh ni, pol se težko odloči za tako investicijo. Ne? Ampak verjetno tudi sami delate neke researche, mogoče se vsi na vas ne obrnejo, pa pač morate tudi sami narediti kakšen research. Kateri trgi so vam najbolj zanimivi? Kaj gledate? Kaj najbolj spremljate? Mislim, geografsko smo prisotni na tem Zahodnem Balkanu. Ne? Imamo 4 pisarne, Ljubljana, Zagreb, Beograd in Skopje. In v bistvu tukaj, bom rekel, bi si upal reči, da kar večino startupov, ki se pojavi na tem področju, da jih zaznamo. Ne? Zdaj nismo čist striktno omejeni na to področje, ne? Se pravi, lahko je tudi neka podjetje, lahko je tudi izven te regije, pa če ima neko vezo z regijo, ne? Se pravi, ima tukaj produkt ali pa founder od tukaj ali pa tako naprej, to je za nas to v redu. Ne? Tako da ja, skrinamo, mislim pač, kot se temu reče, ne, pač skeniramo te trge ves čas, ne, in gledamo, kaj bi lahko bilo zanimivo za nas. Ne.
kot je Tatjana rekla, ne, večina boljših podjetij, mislim, ne večina, ker vsa boljša podjetja iz portfelja smo do njih prišli ali prek nekih recommendation ali pa proaktivno, no, tako bi rekel. Mogoče še angelske investitore lahko tukaj omenimo, ker oni so tisti, ki so pa res čistom na začetku, pa z manjšimi vložki grejo v neke zgodbe. A tudi sodelujete s kakšnimi temi angelskimi investitorji? Tudi. In imamo tudi svoje investicije z njimi, skladi, acceleration skladi, tisti, ki so šli pred nami, ne, nam predstavljajo stvari, tudi posamezni, angelski investitorji. Kakšni inkubator inštitut, tako se mi zdi, da je ta ekosistem, da tako rečem, še kar dobro zmapiran, tako da v bistvu res se trudimo, da imamo mi, in tudi zato, ker imamo v bistvu te 4 pisarne, tudi lažje v bistvu imamo cel ta network razdeljen, recimo res pokrivamo, oziroma smo prisotni pač na zadevah, ki se dogajajo po celi regiji. V bistvu. Pa angelski investitorji definitivno, tudi so v bistvu vse, tudi tukaj se mi zdi, da se na vseh trgih praktično, kjer smo, so neka združenja ali pa neke skupine teh investitorjev, v bistvu, s katerimi tudi sodelujem, tudi kar neki so investicije. Zdaj, na začetku sem omenila, da niste samo poslovna partnerja, ampak tudi življenjska sopotnika, pa me zanima, kako recimo, verjetno se v vseh stvareh ne strinjata, no, ne morate se na žensko in moški način investiranja, vse so razlike, no, tako da, če lahko mogoče poveste, kako poteka ta komunikacija potem. No, tudi niso sami midva, ne. Ne, v detalj ne bomo šli, ampak tudi niso sami midva, ne, nas je več. V bistvu, ampak sej je tako kot do drugih, v bistvu tudi, ne. Če, recimo, jaz verjamem, da je ena stvar dobra, Jure, to se pa ne zdi, ne. Pač je moja naloga, da ga jaz prepričam, oziroma da mu pokažem, zakaj jaz mislim, da je to nekaj dobrega, ne. In zdaj potem pač skozi debate nekako prideš do tega, ali je res, ali pa mogoče tudi ni, ne. Ker lahko jaz vidim, pač ne vem, nekje priložnost, kjer je mogoče malo vprašljiva, ali pa jaz kakšne stvari ne vem, ali pa mogoče vem več, imam boljše informacije, pa mogoče pač tako, v bistvu vedno nekako treba probati z argumenti priti do tega, da pač spremeš neko odločitev, ne. Pač, ne vem. Okay, ja, to je to, kar se tiče teh naložb, ne, oziroma odločitev o naložbah, ne. Pol, ko pride pa enkrat do ostalih področji, ne, kjer delujemo, ne, zdaj se pravi pač čisto operations, ne, tam mislim, da imamo pa midva kar dobro porazdeljene stvari, ne, da se Tatjana ukvarja s stvarmi, kjer sem jaz malo manj talentiran, pa jaz mogoče prevzamem pa neke druge stvari, kjer se jaz počutim malo bolj udobno. No. Tako da, bom rekel, še najbolj je stvar hecna, oziroma ni hecna, ampak še najbolj je to, da ne vem, kdaj sva zadnjič popolnoma odklopila to tudi v privat debatah, oziroma v privat življenju tega pač odklopa ne. To je dejstvo. Ne. Tudi, ko sva na dopustu ali pa ko sva ne, tega ne. Tu ni ločnice, glih, ne, privat pa to. Ne. Je v bistvu skozi vaš čas vse, ne, tako da. Skratka, če lahko zdaj uporabim zakonodajo, imate tudi pravico do odklopa. Se hecam. Ja, temu se bolj ne smejiva, zato ker. Groza. Ampak lahko nekaj vprašam, to, kar ste v bistvu na začetku izpostavila, ustaljeni investitorji oziroma investitorji ocenjujejo tudi vas, ki ste tam upravljalci. A je kdaj kakšno vprašanje, tudi recimo glede na to, da imate isti priimek, ne vem, karkoli vezano na to? Ker to mogoče nekdo lahko smatra tudi za tveganje. Sej ne samo, da je, ne samo, da je bilo vprašanje, ne, midva so celo morala najne obveznosti in pogodbo pač predporočno, ne, čeprav sva je po poroki sklenila, ampak predporočno pogodbo sva morala skleniti skladno z zahtevami naših glavnih investitorjev, ne, ki
ki so nama zelo dobro definirali, da to pač, kar se tiče tega, za ostalo premoženje nobenega ne zanima, ne? Ampak to pa, kar mi dajemo v sklad, to, kar dajemo mi v sklade, je pa striktno ločeno v primeru pač ločitve, ne? In to je bila zahteva naših investitorjev. Oni ta najn položaj vidijo, ja, tako kot si rekla, na eni strani kot plus, zaradi tega, ker je pač commitment z obeh strani obeh, ne, skin in the game, po drugi strani pa vidijo tudi kot potencialni riziko. Ja, mislim, statistika je brutalna. Pravim, da statistika je brutalna. Ja, kar. Ne, malo smo mogoče tudi tle, ker imamo pač, mislim, da smo 4 partnerji, pač v bistvu, tako da tukaj potem mogoče to malo manj izrazito, ampak prav takrat, ko smo se poročili, ker to je bilo pač vmes, ko smo že imeli en sklad, je bilo pa kar malo zaskrbljenosti in mislim, da je celo en takrat od našega advisory committee rekel, ja, mi smo imeli en sklad, ki sta ga vodila mož pa žena, sta se ločila in je šlo vseh vragov, ki pač se nista mogla zmeniti in je bilo pač to, ja, tudi en od razlogov za tisto pogodbo potem, tako da... Mislim, pod črto je čisto razumska zahteva strani vlagateljev, glede na to, da pač tok denarja pač vežejo oziroma pač želijo sodelovati z vami, tako da... Da ne bo to izpadlo, da ne bo to čudno, zdaj mislim izpadlo sam na to, ne, podobne zadeve imamo podpisane, mislim, zelo rigorozno, da je urejeno tudi v primeru odhoda kjerkoli drugega partnerja iz sklada. Ne. Ti investitorji res, mogoče to ni dost jasno, pa bom poudaril, ne. V temu našemu poslu mi nimamo logotipov. Ne. South Central Ventures je logotip, ampak ti investitorji, IAF, EBRD, IFC, vse ustaljeni, izkušeni institucionalni investitorji, vse stavijo na ime in primek, pika. In njih res ne zanima, a bom jaz nosil tak ali pa drugačne tele vizitke sabo, ampak samo ime in primek. In vejo, da je uspeh in neuspeh zavisita absolutno samo od nas individualnih, mislim tako, posameznikov, ne, skupaj, seveda v ekipi. In v primeru, recimo, da eden od nas 4 odide, da se odloči, da bi šel, ali pa da naredi neko stvar, zaradi katere mora iti, imajo oni pravico, da nam vzamejo mandat za upravljanje skladov. In to ni nič, ne rabijo oni se z nami tožati 10 let. Oni imajo to pravico, da nam enostavno v primeru odhoda enega od 4 partnerjev, imajo oni pravico nam vzeti mandat za upravljanje skladov. Ja, in kdo pa ta mandat dobi? Kam to verjetno nekdo more prevzeti, ne? Procedura je, kako se potem to prenese na drugega upravljavca. In pač tudi definirano, kako moramo mi omogočiti drugemu upravljavcu, da vse to prevzame. Sej v bistvu se imamo, zdaj če recimo, ne vem, če se zgodi tak imen event, tukaj je rekel v bistvu, pač eno obdobje je, v katerem pač ti imaš možnost s tem advisory komitejem pač jim predstaviti tudi idejo, ker recimo, če smo 4 pa 1 gre, verjetno 3 še vedno lahko naprej upravljajo, ne, tako da se običajno pač to nekako pride do nekega dogovora, kako se to situacijo pač reši, mislim, je ta odvzem mandata oziroma prenos na drugega upravljavca pač res nek skrajen ukrep, ampak po defaultu ga pa imajo pravico to narediti. Nam je pa že enkrat, ko nas je zelo skrbel, takrat prvič, ko smo se pogajali o tem, kakšni bojo ti roki za to, da mislim za odvzem, pa kako se ta postopek teče. Nam je en od teh rekel, mi nismo v biznisu tega, da menjavamo upravljavce, ne? Mi pač hočemo zbrati dobrega upravljavca in ga imeti. Ne? Pač ne bomo vas kar za brez veze zamenjali, ampak če pa pride do nečesa, pa seveda tene. Ja. A vaju lahko še nekaj vprašam? Zdaj ste rekli, da 2% je potrebno imeti nekih lastnih sredstev oziroma nek lastni vložek dati v to zgodbo. Zdaj, glede na to,
si predstavljam, da pač ta fully invested v skladu, ki ga konec koncev samo upravljata, a imate tudi mogoče razprašeno, mogoče investirate še kakšne druge naložbe, mogoče na borzi, nepremičnine, zlato, kriptovalute mogoče, a sta fully invested v tem skladu? Ne, mislim. Če bi gledal z vidika enega racionalnega investitorja, je delež venturja absolutno prevelik v najnem portfelju, ne? Kar je razumljivo, ne? Ampak po drugi strani pa ne, mava, bom rekel, preostanek premoženja je razpršen v mnogo bolj likvidne, niso vse likvidne, ampak v delež zelo likvidnih, pa delež bolj stabilnih naložb, kripta nimava, ostalo pa, kar se naštela, pa imamo. Nepremičnine, to, kot jih je treba. A vaju lahko vprašam, kako vidva vidita prihodnost, kar nekaj se dogaja, že dolg časa se pogovarjamo o recesiji, mogoče se odsot zgodila, pojma nimam. Kaj to pomeni za sklad, kaj to pomeni za vaše investicije, za start-upe, kako gledata trenutno okolje, pa ne vem, mogoče vajna razmišljanja, kam gremo sploh? Ne vem, jaz sem zadnjič se malo izlil moje čustva v eno kolumno na Financah, ne, ker mislim, da smo v Evropi kar fejst zašli. In tudi tehnološka panoga bo s tem povezano, siguren, to ni dobro za njo, ne. Dober je v to, da so ta podjetja v primerjavi z večjimi bistveno bolj prilagodljiva in se lahko hitreje odzovejo na to, da je pač neko okolje ni ta pravo in se pač usmeri nekam drugam. Ampak generalno gledano Evropa res ima kar težavo s tem, no. Mislim, da je premalo je razvito inovacijsko okolje, pri nas preveč je regulacije. V Sloveniji imamo on top tega še, bom rekel, eno klimo trenutno, ki je sovražna do podjetnikov, kakorkoli vzamemo, ne. Z nekimi birokratskimi ovirami dodatnimi, se mi zdi, da se ruši še tisto, kar je bilo dobro, no. Tako da to mene to nas malo skrbi, ne. Poleg tega pa zdaj na enem od dogodkov je rekel, malo preveč je teh črnih labodov nad nami, ne, ali pa med nami, ne, se pravi kriza v Ukrajini oziroma vojna, ne, pa Bližnji vzhod, ameriške volitve, kjer ne veš sploh, če to res ali je to nek zabava za ljudstvo, ne. Skratka, zelo je tako looming vse skup, ne. Ampak, ne vem, bomo videli, ne, verjetno, če ne bo še kaj hujšega, bi to lahko tudi pomenili, da bo enkrat tega konc, pa bo boljši časi. Jaz mislim tudi drugače, to tehnološko podjetje, pa to so ljudje, ki so zelo ustvarjalni, pa zelo tudi malo bolj drzni, recimo, pa to tako, da taki, ki pa vedno se najde način, pa najde se pot, ne, samo vprašanje, kje bojo ta podjetja rastla, ne, zdaj pri nas res, mislim, se poskuša nekaj narediti, da bo Slovenija tehnološkim podjetjem, recimo, prijazno okolje, pa ne vem kaj, ampak ti, če parcialno rešuješ ene zadeve, pa ne vem, z vsemi dobrimi nameni, ne, ampak če po drugi strani pa potem se pogoji kar naprej spreminjajo, pa v bistvu grejo na slabše, pa res delujejo, kot da nočemo imeti uspešnih podjetnikov, ne, pač to ni ravno spodbudno, ne. Ampak vidva sta rekla, da imata trenutno od 20 investicij planiranih v tem drugem skladu, ki je 60 milijonskov investiranih v 10 podjetjih. Kaj pa razlika, kaj pa bomo zdaj s to razliko naredili, ne? Ker nekaj denarja je še ostalo, ki ga je treba poinvestirati, ne? Se v bistvu mi smo v bistvu na sredini investicijskega obdobja, ne? A ste na sredini? Aha, v redu je. Ja. Ne, pa tudi bom rekel, tako obdobje, kot je zdaj, je za investicije boljš, ne?
se najslabše obdobje za investirati takrat, ko je preveč denarja na trgu, ko imajo ta tehnološka podjetja res veliko opcij, recimo konkretno izpostavljam obdobje, ko so se delali tele ICO-ji, je bilo verjetno za nas najslabše obdobje za investirati, ne? Ker takrat je vsak naredil white paper pa dobil par milijonov na račun, ne? Zdaj tega ni več, ne? In zdaj je definitivno boljše za nas obdobje, kar se tega tiče, ne? V redu, mislim, da smo kar obdelali skoraj temeljito, zagotovo bi lahko še kakšne detajle, ampak super, najlepša hvala za res odlično debato. Ja, hvala tebi za vprašanje. Hvala tudi, da ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.